Dober dan in dobrodošli v novi epizodi spletne oddaje Masterchef Kuhna, kjer gostim nekdanje Masterchefovce in kjer pripravljam približno 10-minutne recepte, oziroma jih oni pripravljajo za nas, za vas, da se naučimo nekaj hitrega. Danes gostim prvo žensko zmagovalko, zmagovalko 3. sezone, Saro Rutar. Sara, živjo. Živjo. Kako je? Super. Ti si že malo v nizkem štartu, voda nama že vre. Kaj danes delava? Ja, rekla si 10 minut in jaz sem si dala valjda časovni pritisk. Hvala Bogu, to poznaš iz Masterchefa. Pripravili bomo nekaj, kar imamo večinoma v hladilniku doma, tako da, ker sem primorka, valjda mora biti pašta, testenine. Tagliatelle so ena mojih ljubših oblik testenine in zraven lahko pokombiniramo marsikatero omakico. Bomo pa danes naredili carbonaro z dodatkom pistacij. Se pravi, boš začinila malo a la Sara. Tako, vedno dam en twist, da ni vedno klasika. Hvala Bogu, super, se veselim, da probam tudi s pistacijo, da vidimo, kako boš to pripravila. Kje začneva? Kje začnemo? Voda že vre, zdaj jo bom posolila, tako da bom dali kar testenine kuhati. Opozorila bi na to, da si vedno pri carbonari prišparamo nekaj vode, v kateri se pašta kuha, ker spusti škrob in je odlična pol, da lahko dokončamo omakico in da nimamo seveda suhe carbonare, ki si je seveda na krožniku ne želimo. Ne želimo, tako je. Zdaj, od tvoje sezone je minilo že kar nekaj let. Povej, kako se ti spominjaš tega izziva Masterchefa, vse te preizkušnje? Pa iskreno, kot da bi bilo včeraj. Ja? Ja, vsako leto, ko gledamo nove sezone na televiziji, podoživiš svojo sezono in svojo to tekmovalno Masterchef pot. Hkrati mi je tako fascinantno, o moj bog, to je že 7 let, ne, 8, 7 let nazaj. Vidiš, kako pa cajt beži, a ne? Po drugi strani pa res, kot da bi bilo včeraj, no. Tako da vedno z veseljem spremljam tudi nove sezone, nove tekmovalce, da vidim, kaj bojo novega skuhali, novega ustvarili in je res užitek gledati. Letos spremljaš 10. sezono? Spremljam. Predvsem, ker imam svojega favorita, enega tekmovalca poznam. Se ne rabite dvakrat ugibati katerega, a ne? Ja, verjetno kakšen Primorca, ne? Ja, mogoče pa res. Kako se ti zdi letos? No in kako se ti zdi spremljati recimo prijatelja v Masterchef kuhinji, v nečem, kjer si ti tudi bila? Iskreno sem vedno vesela, če kakšen znan obraz, ker pol že tako dobiš eno tako simpatijo. Mislim, svojega favorita, bom rekla, v tekmovanju in mi je všeč gledati ta proces od prvega dneva do zadnjega dneva, kako v bistvu pol oni rastejo in se učijo in kaj se pokažejo. Luko poznam sicer čisto z drugih vod, iskreno, veslaških, ne vem, če povedal, se ukvarjal tudi s tem športom, kot moj brat in mi je zdaj še toliko bolj zanimivo gledati za štedilnikom in kako ustvarja in koliko ima ljubezni do kuhanja, kulinarike nasploh. No, lepo. Nadaljujeva s kuhanjem, ja. Jaz ful govorim in bo treba četi kuhati, ker če ne... Če ne bo 10 minut, ne? Bo šlo čez, ja. Sam ne morava pa biti ti, tako da ti bom še ta izziv postavila. Ampak povej, kako bova zdaj nadaljevali? Tako, zdaj bomo popekli pancetko, v bistvu v original recept, evo vidiš, že kipi, v original recept gre ser guanciale in pecorino, ampak mogoče tega pač nimamo vedno pri roki doma, če kdo mogoče ne mara pecorino sira, lahko komu to pravim parmezan, pa recimo pač eno tako dobro kraško panceto. Tudi maščobe ni potrebno dodajati, ker že sama panceta zdaj, ko bove popekle, bo spustila to maščobo, ta okus in pol bomo v tej ponvici, ker bom pekla panceto, tudi testenine dokončale. Ko spremljaš Masterchefa, si predstavljam, da podoživiš tudi vse izzive, ki si jih ti naredila. Kolikrat te prime med gledanjem televizije, jaz bi tu šla nazaj noter, pa naredila ta izziv, da te tako premakne, da te zasrbijo prsti? Ja, sama sem bila pravzaprav v 2 šovih in vedno, ko spremljam, sploh Masterchef mi je bil seveda pač najljubši, to lahko odkrito povem, ker je čist drugačen tip šova in je ta adrenalin in ta tekmovalna želja v bistvu, da se dokažeš in da prideš na balkon in ta balkon je res taka češnja na vrhu sveta, ne, konc dneva, če pristaneš gor. Tako da ja, tudi kadarkoli sem se vrnila v Masterchef kuhnjo, sem vedno z veseljem tam in mogoče pa še kdaj, no, če bo kakšna taka prilika. Jaz malček apeliram na tale Masterchef reunion vseh zmagovalcev, pa da se mi spopademo. To bi bilo zanimivo. Ja. To verjetno moramo počakati še nekaj sezon, ker letos dobimo 10. tako da recimo, da še nekaj let, ampak
Lej, bom jaz prešepala na produkciji. Zdaj nisi prva, ki je to omenila. Mogoče prva, ki je na kameri omenila, ampak ja, imate kar željo. Jaz sem že parkrat, ja. Ja, po mojem vsi pogrešamo, ne? To je pač res ena taka posebna izkušnja, ki ne doživiš vsak dan in v nekem tem naravnem okolju in ne vem, pač ima poseben čar vse skupaj to Masterchef tekmovanje. Ja, v bistvu te postavijo nekam, kjer imaš res priložnost razmišljati samo o hrani, ne? Res je, ja. Ti si tam, večina stvari poskrbijo zate, na voljo je vse in tvoji možgani so 24/7 fokusirani samo na kuhanje, ja. Ja, tega doma si pač ne moreš privoščiti, sploh pol, ko se dela, pa tako si večinoma, tudi tekmovalci doma ne dela teh fancy lepih krožničkov, to je res za kakšne posebne priložnosti in poješ recimo pašto v 10 minutah na hitro in to je to, ne? Je carbonara nekaj, kar doma pripravljaš? Ja, absolutno, velikokrat sploh, ko pridemo domov in na hitro treba nekaj skuhati, pogledam, jaz sem po principu uporabi, kar je na voljo, imamo tudi vrt oziroma rastlinjak, veliko zaloge zelenjave tudi v skrini in pol vedno porabim to, kar je pač na voljo v hladilniku. Nadaljujeva za kuhanjem, evo ja, zdaj bo šla pancetka noter, sem da se malček polnica segreje, bom fajn popekle in ko bo lepo karamelizirala in dobila tisto hrustljavo škorico, jo bove odstavile, par minut še bo testenine kuhane, kot sem rekla, nikoli ne pozabiti odstraniti kakšno šeflo, 2 te tekočine, v kateri testenine kuhamo, pol pa bomo dokončali vse skupaj. V bistvu rabimo še eno posodo, zdaj bomo jajčka razvrkljale, parmezan bomo naribale, lahko kar tole je za jajčka, super. Kaj pa je bil recimo, kaj je bila najtežja preizkušnja, ko si ti bila v Masterchefu? To moraš biti kar psihično zelo pripravljen na vse to, ker so vseeno kamere, sodniki, časovni pritisk, dolga snemanja, ni da ni. Kaj je bilo tebi najtežje? Ja, najtežje je včasih res v nekem zelo kratkem času, če ti recimo gre kaj narobe, da vedno imaš nek backup oziroma plan B, da ostaneš fokusiran, da te to ne zmede, ali pa zdaj, da padeš čisto dol, če te nekaj ponesreči, da probaš pač dokončati oziroma nekaj dostaviti, ne. Sicer jaz take panike iskreno nisem imela, hvala Bogu. Najtežje mi je bilo takrat, ko sem se iskreno v finalu rezala, no, ker pač sem bila res pripravljena za to zadnjo dejanje, za to bitko in sem se v prvi minuti rezala v prst in sem bila kar trmasta, kot da ne vidim in pač itek se je ona rokavica povalila s to krvjo, nikoli ni bilo konec. Čas se ne ustavi, ne, ura se ne ustavi, jaz sem imela v glavi, kaj hočem skuhati, kaj hočem dostaviti in sem grizla do konca, ampak me je kar pač v bistvu pol malo zabrenzalo, no, ker sem zgubila kar veliko krvi, prst še danes ni, mislim, ne moram ga do konca upogibati, ker sem si te živčke prerezala. Zdravniška pomoč je prišla valjda tekmovanje, snemali smo, je prišla pač valjda ful prepozno, poleg tega pa tudi, če bi šla ne vem, v bolnišnico to šivati, verjetno sploh ne morala končati tekmovanja, sem se odločila pač, da to končam. Pa sem s prstom doma ukvarjala. Da boš razkirala. Ja, ni kaj, no. Prioritete. Prioritete. Kako pa je vstopiti prvič v tisto kuhinjo, ker to ni glih zadeva, na katero se lahko pripraviš, ne? Misliš, da se mogoče lahko, v resnici, ko pa tja prideš? Ja, pri nas, naša sezona je bila res taka specifična. Lahko še prosim za ribat, evo, da še sirčka pripravimo. Testenine bom že kar pogledala, da ne bojo prekuhane. Tega si res ne želimo. Te so itak hitro 60 minut, pa mi dve itak ful govorive, a ne? Tako da smo po mojem že tu nekje. Evo, nekaj vode si bom kar takole odstavila. Torej, kako je bilo prvič vstopiti v kuhinjo? Tako, ja. Mi smo dobesedno, če lahko rečem, uleteli v kuhinjo, ker se je že polno stvari dogajalo, vse se je kadilo. Zraven tebe je bil še en človek, ki si ga prvič videl, ker so nas celo ločili, tako da se nismo vsi med sabo poznali. Tako da smo imeli tak poseben scenarij in takrat je bilo ono, o moj bog, kam sem prišla, kaj bom jaz danes kuhala, pač, ker telefonček smo imeli namreč, ne. In je bila že dejansko igra in je bilo ful bolj zahtevno, kot če bi prišla s fokusom, ok, imaš na voljo 1 uro, skuhaj svojo najljubšo jed, ne, ker sem imela v glavi, tako da mi smo imeli poseben izziv, ampak nekako sem rekla, če danes preživimo, bomo preživeli vse v tej kuhinji, res. Se pravi, so te vrgli v tisto morje, si splavala in v bistvu so ubili v štartu vse strahove. Res je. Kaj pa izziv, ki ti je najbolj ostal v spominu? Bom rekla, jih je kar veliko. En lepših mi je bil sigurno obisk torej Katrine, ki je prišla iz Amerike, torej Remzijeva tekmovalka, mislim, da je bila v top 4 oziroma 4.
Evo, testenine so. Tale je bila res taka posebna oddaja, pač je bila drugačna energija in vsi smo bili tako, ko eni taki majhni, pač smo se kar pomanjšali, no, ker pač eno, že ona je se njo spremljala in ko nekoga tako v živo vidiš, ti je tako fascinantno, evo, še zdaj sem se nažila, res mi je bil tak poseben čutek. Drugi najlepši moment, sigurno, ko so prišli domači, oziroma smo imeli ogromno mystery box škatlo pred sabo in so prišli pač naši domači, oziroma sem dobila mojega atija pod boksom in pol pač so nam zbrali sestavine za kuhanje. Mislim, da smo se borili za top 3, tako da je bilo spet ena taka... Čustvena tudi. Ful, ja. Pa seveda finalna oddaja, ta ti vedno ostane v spominu. Ko prideš do finala, je prav, da ti ta ostane. Kuhali smo cel dan, zdelo se ti, kot da je 5 minut mimo. Porezala si se, riskirala si svoj prst. Res, jaz sem že itak napovedala, da bo mesarsko klanje, ne, pač potem sem se pa sama rezala. Pa si se pa sama rezala. Malo sem se hotela pošaliti, ja, da bom pa se borila, ne glede na vse in točno tako je na koncu bilo. Ko spremljaš, ti si bila v bistvu še v sezoni, kjer je bila Alma, potem je prišel Bine, zdaj imamo Mojmirja. Kako ti je spremljati novo trojico na odru? Večina, ko se malo pogovarjam tudi z ostalimi, ki rečejo, a gledaš, kako ti je, pogrešajo, ker smo ljudje taki, da se navadimo. Tako, ko je bil šok, ko je šla Alma stran, pa je prišel Bine, sicer so ga že poznali iz malih televizijskih ekranov, je bilo malo drugače. Zdaj čisto svež nov obraz, meni pa iskreno ta svežina ful paše. Tako, mislim, da se je zelo hitro ulovil v ekipo, da se je sprostil, konec koncev sem ga prvi dan videla na snemanju, ko je bil njegov prvi dan in moram reči, da mu šlo ful dobro že prvi dan. Ja. Ja, dejansko je prvo posnel, oziroma mislim, da sam enkrat popravljal. Aha, no super, evo, zdaj smo dobili še nek backstage info. Se pravi, tamle panceto še pečemo, še nekaj časa, ne? Ti moram jaz še kaj dodati, tole smo rekli. Tole za pancetko. Kaj pa, ko spremljaš recimo ostale tuje kuharske šove, te kdaj prime, če bi bila možnost, da bi se prijavila v tuji Masterchef? Pred leti ja, vem, da je ful težko priti v notri, recimo pač, ne vem, za Avstralijo konkretno moraš biti državljan. Ja, moraš pač v bistvu biti njihov rezident, kakorkoli, tako da ni tako enostavno, da se kar pač prijaviš. V Sloveniji smo od tega dosti bolj odprti. Ne vem, kako je z Italijo, ampak na koncu zdaj tako se je življenje tako spremenilo, imam otroka, tako da za šovi bom po mojem nekaj cajta počakala. No ja, spremljali smo te v Masterchefu, spremljali smo te v kmetiji. Vprašam čisto zato, ja, ker Italija, ne? Zdaj te pa vprašam, kaj si naredila vmes, ko klepetava. Ok, tukaj sem zmešala jajčka, parmezan in dodala sem pesto iz pistacije, tako da to bo naša osnova za omako. Seveda si bomo pol pomagale še s tole vodo, v kateri smo kuhali pašto, tako da bo res jami. Ja, res bo jami, ja. Kaj moramo paziti pri karbonari, je kaj posebnega, predvsem s temi jajci? Ja, jaz bi rekla, meni osebno karbonara, če dobim tisto suho in so jajčka preveč zakrknjena, da ni kremasto in sočno, mi ne gre. Tako da imam rada, da je kremasto, da je ta omaka, da dejansko se testenine lepo uprimejo te omakce. Se pravi, je skrivnost v tej vodi? Ja, absolutno, pa tudi te bomo pač temperaturo v ponvi zmanjšale, tako da lepo enakomerno mešamo, da jajčko v bistvu ne prehitro zakrknejo, da ostane ena taka krema, no. Vse smo že proti koncu, zdaj sem imamo še finiš. Super. Tako da hitro vprašaj, kar še zaprašati. Me že preganja. Si v bistvu druga tekmovalka, ki je v rdečem predpasniku, ne boš verjela, ampak je ta Masterchefov. Salome je prišla v svoje. Sem vedela, da boš rekla. Njej tudi se, mislim, mi dve svetek take bolj ognjene, ne? Tako da sploh nisem dvomila. Ja, Salome je prišla v svojem, ti si prišla pa v Masterchefovem rdečem. Kako si se odločila za rdečega danes? Ja, lih tu sem razmišljala, črne pa bele imajo verjetno vsi. Vem, da smo mi imeli še, da smo dobili še kakšnega barvnega in ta rdeč je tak, ne vem, pač to sem jaz tudi barva las. To je moja energija in sem rada v rdeči barvi. Tako da ja, tako sem se danes počutila, da se ful, v bistvu se vedno glede na počutje pol tudi oblečem ali pa pač ja, naštivam. Ta rdeč predpasnik je bil najverjetneje, kakor se spomnim teh stvari, nek skupinski test, ne? Izziv. So ti bili ljubši skupinski ali individualni testi, izločitveni, ne vem, kaj je imel tisti ščepec posebnosti?
najboljše, ko si sam, ker si odvisen sam od sebe, tako da lahko samo sebi učitaš in gledaš sam na svoje napake. V skupinski sigurno se lahko veliko naučiš, je pa res izziv pohendlati to dinamiko, različni smo si, različne ideje, dostikrat mogoče tisti, ko je vodja, ne zna prevzeti komande, pa mora pol nekdo drug uleteti v kader. Mislim, tako pač je malo drugače, no. So bili sicer zanimivi, vedno smo imeli lušne izzive skupinske, dostikrat je pa tako, da si odvisen pol od nekih iger, vem, da smo igrali mi šah. In dejansko si bil odvisen od te šahovnice, če bo sploh lahko prišel kuhati, ne. Vem, da se je šlo na neke minute, prej si šel za postajo, a ne, in potem se ta cajt odšteval in je bilo to še tak pritisk dodaten, ki pač recimo, če imaš ti mystery box, imamo 1 uro, tega pritiska ni, ne. Mislim, imaš pritisk sam s sabo in s sestavinami pred sabo. Tako da ja, iskreno so bili ljubši pač torej, če z eno besedo govorim, so bili sigurno individualni testi, ja. Kaj pa recimo, ko dobiš mystery box ali pa dobiš na voljo, ti pomagam? Čakaj, ne samo gledam zaradi, takole, da ostane malo te maščobe noter, je prav? Ko gledaš te izzive, ki so klasični v Masterchefu, se pravi, ali je to mystery box, ali te omejijo na 3 sestavine, ali ti dajo eno nemogočo sestavino, ki jo moraš nekako ukomponirati. Kaj je bilo najtežje? Česa si se mogoče najbolj, ne bala, ampak v tisti sekundi ustrašila? Iskreno, tak moment ni bil nikoli, ker, kot si rekla, smo v teh pogojih posebnih in 24 ur na dan razmišljaš o hrani in ti hodijo po glavi okusi in kombinacije in ideje. In meni je bilo to vedno izziv oziroma gušt, če lahko rečem po primorsko, da je prišlo nekaj takega, ker ni vsakodnevno. Ne vem, ko smo imeli recimo, a je bil Davo Krničar z nami, ker prinesel te prigrizke v nahrbtniku za ohribe. Recimo, ne, filter vrečka z metinim čajem, krekrčki, med v vrečki, a ne. To mi je bil ful hud izziv, ker je bilo pač drugače, ne, kako iz tega nekaj pripraviti eno jed na krožnik in to recimo take zdaj sem bila ful rada. So pa te kreativne stvari vedno tako, da jih moraš kar malo negovati tudi, ne? Koliko neguješ svojo kreativost zdaj, ko nisi več v tekmovanju in kjer si prisiljena k temu? Ja, res je, doma kuhamo pač klasične jedi, take drugačne, vedno radi ustvarjamo, po mojem, vsi, ko imamo pač malo več časa ali pa kakšne vikende, ko si pač fraj ali pa kaj posebnega pripravlja za družino. Vedno pa rada raziskujem nove okuse, nove recepture, konec koncev veliko receptov tudi objavim na socialnih omrežjih, ker kreiram recepte in pripravljam tudi recimo za druga podjetja. Tako da vedno pol sem nekako sledim trendom, kaj se dogaja. Zdaj prav, kar se tiče visoke kulinarike, ja, to so pa pol kakšni razni dogodki. Veliko imam tudi delavnic konec koncev in takrat recimo tudi sama pripravim svojim pač udeležencem delavnice. Mystery box recimo challenge, sestavine in pol skupaj ustvarjamo. In iskreno se tudi jaz vsakič še kaj novega naučim. Pa rečem, dajmo biti še malo bolj drzni, pa dajmo še to pa to probati. Ne vem, v moji glavi, ko da sestavine, jaz kar dobivam neke pač klike v glavi, kaj bi lahko šlo skupaj in že v ustih imam ta okus, kombinacijo okusov. Težko pojasnim, kaj se meni še dogaja takrat v glavi, no, in pa očitno imam to že v sebi. Sprogramirano. Ja, da tako funkcioniram, da rado ustvarjam neke nove kombinacije. Je pa res, da doma, kot pravim, neko z družino, so pa take bolj klasične. Je pa to, kar sem te jaz danes prosila. Tako. Torej, na vročo pano, kjer je ostalo malo maščobe, si dala testenine. Tako, dodala sem tole mešanico pesta pistacije, jajčk, parmezana. Kot sem rekla, v osnovi recept, da gre ser pecorino, pa guanciale, ampak mi imamo tukaj kraško pancetko pa parmezan. Tako da še malo tega primorskega mojega privdiha. In na koncu bomo seveda posule gor še tole crunchy pancetko za piko na i. Kot vidiš zdaj, ker se gosti, dokler ta jajčka res ne zakrkne v eno tako, morajo se termično seveda obdelati, bomo dodajali še malček tekočine, da ostane ta šugo, ta omakica, da je sočno. Da je sočno in ogenj si zmanjšala. Ja, ker če imamo premočno, bo zakrkano in bomo imeli te grudice noter in zelo hitro ta pač presuha testenina. Seveda na koncu se bomo po potrebi dodali še malček popra, malček soli, za soljo previdno na koncu, če je potrebno, ker imamo že slan parmezan, ker je slana panceta, da ne bo pač preslano. Preslano, se pravi na koncu po okusu raje, kakor da, Tako. kot da ti je žal. Vedno lahko dodaš, odvzeti ne moreš, oziroma pol imaš res problem, ne? Koliko so recimo domači, ko si bila ti mlajša, zaznali hiter tvoj talent, tvojo željo po kuhanju? Ma zelo hitro. Pač res, ko sem bila že čist majhna, se spomnim, ko ti pripravljal
ta nedeljska kosila, sem vedno zraven sedela pa probavala pa ne vem kaj. Pol pa prav prvič, ko sem začela ustvarjati, mislim, da sva bila z bratom prvič sama doma za poletne počitnice, ne spomnim sicer starosti, ampak takrat sva imela možnost in sem začela pač postopoma sama probavati stvari, a ne. Ker ni bilo nadzora, pa bi kdo rekel, boš kaj zažgala, bo to. Ali hotela sem reči, malo si se uprla, ker si bila sama in si lahko. Valjda oven. Kaj so bili tisti prvi recepti, no, ki si jih ustvarjala poleti? Pa iskreno, sigurno ja, kakšna pašta s kakšno omakico, drugače pa smo imeli v kuhinji en predal z starimi recepti napisani v raznih teh knjižicah. Veliko od moje mame, veliko od moje none, babice. Prav se spomnim, da moj brat je oboževal marmorni kolač in sva ga velikokrat pripravljala, recimo ali pa kakšno jogurtovo pecivo, tako da to so bili tisti prvi začetki. Pa si raje recimo slana kuharica ali sladka pekarica, a lahko sploh se odločaš? Ne, zelo težko. Res zelo težko. Rada kuham vse. To je bil tudi mogoče moja adut v Masterchefu, da mi je šlo in sladice, in slane, in morske, in mesne jedi, tako da se res lahko znajdeš čisto v vsakem izzivu. Ker dostikrat vemo, da je en tekmovalec lahko ful dober, ampak vemo, da je švoh na sladicah in ga dostikrat to pošlje domov. Tako da to je bila tudi ena prednost, definitivno. Obožujem ustvarjati sladice, predvsem kreiranje teh visokih modernih tort, dekoriranje, to je res moja strast. Hkrati pa obožujem vse, kar je slano, pač rada dobro jem in valjda. In imaš še talent, tako da nekateri radi dobro jejo, pa ne znajo pripraviti, ne? Jaz mislim, da sva končale. Bomo samo to malo omaknili, da damo še na krožnik. Takole. Zdaj recimo, če se pustive noter, se bo sušilo, kar si pač ne želive, tako da bomo kar tole. Bomo samo še novilčko vzela, lahko? Lahko, seveda. Bomo malo lažje. To je edino pri teh testeninah, a ne, ker pač se pol vse tole šprica okoli, ko jemo. No pa lej, dokler je slastno, je vseeno. Kakšen je končni rezultat? Te ponve res fajn grejo, veš? Čakaj, vam skrat takole. A je kakšen recept, ki ti ne uspe? Čakaj, ti malo pridržim. Pa sigurno se kdaj kaj ponesreči s vsakemu, to... Če bi rekel, da ne, bi se zlagal, ne? Mislim, jaz sem tudi zelo taka, bom rekla, štorasta, da hitro kdaj kaj zleti. Aha, pozabili smo zdaj še, vidiš, kako klepetamo? Zmedla si me. Ups. Lahko dodamo še malček popra. Sol, po mojem, ne bo potreba, ker sem dala veliko parmezana, ampak ja, bomo poprobale, pač ne bomo še malo dodale. Evo, še malo pancetke. Ker kamera tega ne zazna, lahko povem, da zelo lepo diši, predvsem panceto voham. Ja, to je ta čarovnija, ne? Ampak jo moramo fajn popeči, ne? Ker če je bila še mehka, ni to, mora biti lepo hrustljava, da spusti ven iz sebe to maščobo, ta okus. In v temu smo zdaj zmešali testenine, zdaj bo to njami. Ja, super, bomo tole še poskusili, a ne? Seveda, izvoli. Ta boljši del vsakega snemanja je? Okušanje? Kušanje. Tega snemanja, ki smo si ga... Evo, kar izvoli, kar ti prva. Ja, kako dobiti čim več pancete, kako to sploh zajeti? Lej, tukaj malo še drugače še malo za... Aha, bom piknila. Nisem hotela vsega vsud gor, da grdo ne zgleda, a veš, drugače bi. Zelo okusno. Pistacija se pa čist malo čuti, ne? Je glih toliko, da obarva. Ja, da malo spremeni, a ne? Lahko bi še malo dosolile. Malo odvisno od vrste pol sira, pa seveda pancete, koliko je močna pa slana. In okusa. Absolutno, sam ko zajameš testenine, pa zraven to pancetko, na koncu je pa slano lih prav, ne? Če ne mogoče bo celo preveč. Super je. Sara, najlepša hvala. Jaz bom tole pojedla takoj, ko ugasnemo kamere. Hvala, da si prišla in te spremljamo, te še kdaj povabimo. Pa naslednjič, ko praviš, da vse znaš, pa na sladko. Komot, postavi nov izziv, pa sem pripravljena. Postavim. Hvala ti. Z veseljem, čau. Hvala tudi vam, dragi gledalci. Spremljajte kuhno še naprej.